Ampak zdaj pa začnemo zares. Pogledali bomo, odkje smo, ampak temu najprej gledal, kdo je pravzaprav človek. Ja, človek, nekje zapisi sodijo, mislim, ni zapisal, ampak nekje človek naj bo star okrog 300.000 let. Vemo, da pravzaprav prve stvari, kar jih dobivamo, so iz Sumerije. Sumerec pomeni dobesedno črnoglavi človek, ki so živeli na jugu Mezopotamije, to je pravzaprav današnji Irak. In ker je to prva nam znana civilizacija, zato ni čuden, da so ko je pač prišlo do teh zadev v Iraku, da so šli med prvim v knjižnico in pobrali ogromno stvari, ker tam so bili stari zapisi, ker so se pač nekaj se jih je našlo, veliko je pa izgubljenih oziroma so nekje lepo spravljeni. Ampak zdaj pa pogledamo sam, kaj človek, ne? Po eni strani homo sapiens, homo pomeni enak, to je iz grško homogenus, homogen lahko, ne? Sapiens je latinsko, malo bomo naredili tak latinski grški mišmaš, sapienta, kar pomeni modrost ali pa razumevanje, sam del sap pa pomeni šibek. Zakaj to v bistvu nekje pomeni? Če tako rečemo, da pravzaprav definicija želi povedati, da smo omejeni, da oziroma homo sapiens operira v omejenem spektru. In če zdaj to pogledamo, ne, da se imamo za krono stvarstva, z tega zornega kota to ne drži. Bomo pa prišli še na drug zorni kot, ker bo pa to zelo, zelo držalo. Skratka, če res razmišljamo, da smo si zelo enaki, podobni, razmišljamo v nekem ozkem spektru, potem nimamo neke širše perspektive, ne dobimo nekih iniciacij, indicov do zunaj in vse vemo, da nekaj manjka, zato nek zunanji poriv motivacijo iščemo, pa pozabimo, da smo pravzaprav, kot smo rekli, bogovi v planicah. Na katerih je veliko? Ja, take rjave zadeve, no lahko je tudi kakšne druge barve. In pozabimo, zakaj smo prišli sem in to je tako, ne. Kakor da bi šla roka v rokavico, tukaj je prijetno, se udoben noter počuti in skratka po eni strani rokavica roko omejuje, ampak ni pa prijetno. In nekje iščemo eno pot iz tega ven in nas postane strah, kaj bo, če gremo ven. To je v bistvu v naših življenjih, če gremo za rokavice ven, nekje strah pred smrtjo, ampak se smrtjo ne bomo ukvarjali. Samo toliko iz metafizike smrti oziroma življenja po njej, da rečemo, poglejmo egipčanski simbol oziroma hieroglif K, ki pomeni duh, kaže tako dvignjeni roki navzgor. In imamo nekje dve razlagi, ne. Imamo egipčansko, ki kaže pravzaprav na to, da segamo k nekemu višjemu delu sebe, esenci, duhu, angleško spiritu. Mi bomo v bistvu uporabljali tukaj izraz spirit. Duh je v bistvu slovensko se lepo sliši, ampak če rečemo duh, to je lahko en bav, ne vem, neka pojava prikazen, zato jaz rajš sama zase uporabljam izraz spirit. Ker recimo, kako smo rekli, imamo esenco človeka, imamo človekov višji jaz, imamo duh, imamo spirit. Že v samih izrazih imamo živo zmedo, zato vam bom tudi skozi delavnico določene izraze tako poljubno interpretirala, da bodo bolj razumljivi. Pa bodo seveda klicali, da jih sami naprej raziskujete, ker pri vsakem pojmu, recimo, če že govorimo o duhu ali spiritu, gremo lahko v neko filozofsko razpravo, pa se po 2 urah razpravljanja vrnemo na sam začetek. No, mogoče sem pri lektorju to preveril, ne? Kako bi bilo v slovenščini pravi brezmejni duh. No. Tako da je mečkem bolj, da ni čist tisti duh, ampak da je brezmejni. No, super, ja. No, ampak za to, ker bomo raje govorili spirit, ta brezmejni duh bo morala že usvojiti. To sem zato rekel, če komu bolj paše slovenska beseda, veš. Ja, vse je res, ja. Vse veš, da imava rada slovenščino, ampak vse pa tudi ne gre, ne. Če gremo nazaj k temu Kaju, ne. Roki sta obrnjeni navzgor, to kaže, da ta brezmejni duh, da je usmerjen, da obstaja povezava med nami tukaj dol fizično in gor.
Medtem pa, ko krščanstvo, ne vem, če kdo gre v cerkev, enostavno tudi vidi to podobo. Tukaj se pa ohranja simbolika dviga rok, pa se bolj nanaša na prenos božje moči na človeka. No, iz obeh teh vidimo, da pravzaprav povezava ni enosmerna, ampak je dvosmerna in da ni šele po smrti, ampak da je dejansko tudi praktično ves čas. Ne. Je pa res, da ta povezava gre pa preko kronske čakre. To bomo pa kasneje še nekaj si malo boš pogledali, kako pomembna, pa zakaj je še pomembna ta kronska čakra. Zdaj, ko smo že pogledali človeka, človek živi v nekih skupnosti, ki ji rečemo tudi civilizacija, ker smo socializirani, ne? Pa pogledajmo, kam nas to daje bom rekla, glede na to stopnjo razvitosti. Zdaj, če je homo sapiens nekako omejen, pa pogledajmo, kako je s civilizacijo. Poznana je lestvica ruskega astrofizika Nikolaja Semenoviča Kardaševa. Ta je leta 1964 postavil eno tako lestvico. Ja, Alex lahko dava gor, superca, thank you. Po kateri je pravzaprav izračunal, to je teorija, kako napredne so lahko civilizacije. Teorija zakaj? Zato, ker načeloma naj še ne bi srečali kakšne druge civilizacije, da bi se lahko s njo primerjali. Ampak zadeva je podkrepljena za izračuni, tako da mislim, se ni tako tudi lahko skosno prebiti, ampak dajmo samo povzetek narediti. Razvrstujo je v 5 stopenj, prva je 0, potem grejo 1, 2, 3, 4, 5, se pravi, kam mislite, da sodimo mi? Mi sodimo v 0. stopnjo civilizacije in zdaj kaj pravzaprav pomenijo. Ne? Kardašov je razvrsti civilizacije glede na to, kako znamo izkoriščati energijo. In mi kot ljudje jo znamo pravzaprav, nulta civilizacija energijo pridobiva iz naravnih, surovih materialov, pa ni sposobna zapustiti tega planeta, ampak se pa pomika v tej smeri. In Carl Sagan je izračunal, pač po uporabu je to njegovo metodo, da bomo nekje čez 200 let pa prišli na prvo stopnjo civilizacije, to pomeni, ko bomo lahko že obvladovali energijo svojega planeta, izkoriščali in pa pravzaprav energijo našega sonca, pravzaprav celega sončnega sistema. Zdaj smo pa trenutno na 0,8. Tako da še 200 let, še ne parkrat se rodimo, pa bomo tam. Helena, da sam in grede sprašuje, če so to postali bikovi rogovi pri minojcih. Ne, to pa, Helena, to pa se nanaša na dobo minojsko, to je bil čas, ko so častili bika. Recimo tudi govorili bomo kasneje, ko bomo govorili o dobah, recimo doba rib, v kateri smo zdaj, je pač riba, meso, potem prej je bil oven in pa bik, ko so bili pa ti rogovi na sporedu. Mogoče še, da to lestvico od Kardaša malo razloživa. Ja, naprej, ja. In sicer si rekli 5 stopenj, v bistvu jih je 6, ne? Ker 0 tudi šteje. Ja, 6-stopenjska je. Ampak prej si rekla 5. Ja, se upravičujem. Ne rabaš, samo tako, da 6 stopenj, se pravi, 0, 1, 2, 3, 4 in pa 5. Ker to je tudi mene takrat zmotil, sem bral in sem rekel, ok, tle pa Kardaš je pač tako izhajal, ne, dokler se nič praktično še ni civilizacija, jaz si to pač tako interpretiram. Se pravi, da na prvi stopni, se pravi, 0 smo mi, na 1 že obvladujemo sonče, potem na naslednji stopni. Seveda, mi bomo šli naprej, če se ne bomo prej uničili, ker to je tudi ena taka prelomna točka, se pravi, da ali ne. Imamo pa možnost, da se razvijamo naprej, se pravi, da obvladujemo svoje osončje, potem da energijo znamo pridobivati iz celotne domače galaksije, potem naslednja je medgalaktična ali supergalaktična civilizacija, ki pravzaprav že konzumira energijo vseh galaksij, pa je sposobna manipulirati prostor-čas in postane nesmrtna. Kot zadnja je pa 5. tip civilizacije, so pa tisti, to so pa za nas pravzaprav že bogovi, ne? Tim bi res lahko rekli bogovi, zato ker znajo upravljati multivesolje, ne? To so neki super kreatorji in pravzaprav te 5. stopnje civilizacije niti zamisliti, predstavljati ne moramo, domišljija ne seže tako daleč.